Zdaj pa na hitro spoznajmo naš uporabniški vmesnik. Kadarkoli boste v svojo spletno stran prijavljeni, boste imeli tukaj le zgoraj tale admin bar. Tale črno polje, kjer boste lahko skakali. Recimo, če zdaj kliknem tukaj na My blog, lahko skočim na mojo spletno stran, oziroma če še enkrat to kliknem, me bo vrgel spet v administracijo. Torej, če kliknem zdaj le enkrat na My blog, me vrže na stran, kjer imam... Chrome se mi je vsul, me vrže na spletno stran, kjer imam spet tale admin bar in če še enkrat kliknem tukaj na My blog, me bo vrglo spet nazaj na administracijo. Zdaj, sama administracija je ločena na navigacijo na levi strani in pa potem na vsebino na desni. Karkoli tukaj si bomo potem izbirali, to bo cel cajt enako in na desni strani bomo imeli potem vsebino. Zdaj, ta prva stvar, ki jo v WordPressu nekako moramo zaštekati, je, kako on razume v bistvu neke vsebine. Kakšna je razlika med posti, torej objavami, in pa pages, torej pod stranmi. A mi mogoče zna kdo povedati, kakšna je razlika med enim pa drugim? Ja, pač, če daš na pages, kar mislim, napišem drugače, ti pač, kakor daš v nek nov, da ti je predotano na novo stran, posti pa ti pač na tisto glavno stran posta. Zdaj, recimo, če bi si predstavljali, page so recimo, ne vem, o nas, kontakt, galerija, whatever. Torej, neka vsebina, ki nima specifično datuma. Medtem, ko so posti oziroma novice, neka vsebina, ki je potem na neki točki kronološko razporejena. Torej, ima datum, ne vem, če ste kadarkoli šli na katerikoli blog, ste imeli pač zadnja novica, predzadnja novica, predzadnja novica, predzadnja novica. To je basically ta razlika med enim pa drugim. V bazi je to popolnoma isto. Ampak, preprosto si morate, to ima datum, to nima datuma. To je neka timeless vsebina, medtem ko tisto je latest, POC. Ne vem, recimo na naši spletni strani na fakulteti imamo recimo vse te razpise pod poste. Se pravi, gremo recimo v kategorijo... Zdaj pa, da jaz še to pravilno napišem. In tukaj imamo recimo poste, da mi ne loži, sortirane po datumu. Da se vrnem nazaj na mojo spletno stran. Ena izmed stvari, ki jih še imamo za tvoje novice, za svoje članke, sta dve možnosti kategorizacije. Prva je tako imenovana hierarhična kategorizacija, se pravi kategorije. Lahko bi imeli recimo, ne vem, nek blog o kuharskih receptih, pa imamo potem kategorijo, ne vem, predjedi, pa imamo potem predjedi za vegane, naprimer. Se pravi, predjedi za vegane je potem podkategorija predjedi. In je to tudi hierarhično tukaj v kategoriji. Zdaj pa druga zadevščina so pa tako imenovani tagi. To je pa nehierarhična kategorizacija, se pravi, ne vem, lahko rečemo potem za neko jed, ki je noter, da je, ne vem, mleko, jajca, solata, paradižnik. In vse te tri stvari znotraj tega taga niso povezane med sabo. Imamo mleko, in če recimo potem izberem mleko, mi bo pokazal vse
vse objave, ki vključujejo recimo mleko, ne, ali pa vse objave, ki recimo vključujejo paradižnik. Ne. Torej, dva načina kategorizacije, ki jih imamo pri člankih. A je glede tega kakšno vprašanje? Okay. Pri straneh imamo pa en drug način hierarhije in sicer, da je stran lahko podstran nečesa drugega. Ne? Torej, imamo lahko, ne vem, o nas, ne, je potem ena stran in pa potem, ne vem, Janez Novak je podelement te strani, ne, pa ne vem, Marta Novak, pa ne vem, Franska Novak so podelementi. Ne. In tudi recimo pri, če si zdaj recimo za hec tole nastavim, samo sekundo, tega malenkost bom preskočil, tako da bo izgledal fancy, do tega še pridemo, ne skrbeti. Če recimo jaz zdaj naredim eno stran, ki je ime Burek in nima nobene glavne, nobene nad strani, bo URL, na katerem se ta stran nahaja, vitamini.si/burek. Zdaj pa, če jaz tukaj na desni strani rečem, da je parent te strani, recimo sample page, ne, se bo tukaj posodobil tale URL in bo najprej vitamini.si/sample page/burek. Se pravi, imamo neko hierarhijo strani, ne glede na sam datum. Za dodajanje posameznih strani ali pa objav imamo tudi tukaj v admin baru, takrat, ko ste prijavljeni, gumbek New. Če greste z miško čez gumbek New, vam bo takoj dal možnost ali post, dajmo ignorirati tole pa tole, ali page. Torej lahko eno ali drugo takoj, kjerkoli sem na svoji spletni strani, ne vem, sem šel gor, pa sem šel, ne vem, v tole, whatever, nekje sem, vedno grem lahko v New in dodam nekaj novega. Mimo grede, moj admin bar je kontekstualen. Kaj to pomeni? Jaz sem zdajle na tej objavi, na edini objavi, ki jo imam, na Hello World. In kontekstualno glede na to, imam tukaj možnost takoj urejati to objavo. Če kliknem na Edit Post, me bo vrglo v urejevalnik, ki ga bomo spoznali čez nekaj minut, in pa lahko bi kliknil zdaj spet tukaj View Post in me spet vrže na to vsebino. Torej, kadarkoli ste na svoji spletni strani nekje, lahko greste direktno urejati to vsebino, ne da bi rabili v administracijo, pa potem v page, pa potem iskati to neko novičko, direktno lahko že greste noter in to stvar uredite.